David Kastelice opravičuje, nekaj ga je zadržalo, ampak tukaj sta oba najbolj poklicana, ki imata vse informacije za vas, generalni sekretar Srečko Vilar in vodja tekmovanja Mitja Dragšič, ker je prišel Mitja pravkar s proge. Nas najbolj seveda zanimajo te zadnje novice, kako je s progo in kakšen je program danes in jutri. Mitja, izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Plan, ki smo ga si že zadali, se pravi na snežni kontroli, ko je prišel Markus Majer, tega plana smo se držali in smo ga tudi do potankosti izkoristili, tako da tu ni bilo nobenih problemov. Je pa Markus tudi že bil od včeraj danes z nami in si je pogledal vse zadeve, je bil zelo zadovoljen, tako kot tudi mi, da je vse tako, kot smo si zadali, da je šlo vse po planu in z veseljem lahko rečem, da jutri je tudi ta plan, ki je, bo verjetno vas zanima, da bo tudi prosto smučanje samih tekmovalk na terenu, začne se ob 10. uri zjutraj in traja do 10:45. Tako da vse poteka normalno, pripravljeni smo na vse, kar nas čaka v naslednjih dneh, skrbno to spremljamo in, kako se rekel, naj se začne. Hvala lepa, Mitja. Ko še seveda na voljo za dodatna vprašanja, sedaj pa prosim Srečko, mislim, da se je kar nabralo kar precej novic, ki jih moramo še sporočiti do jutri zgor. Hvala za besedo. Nadaljujemo z pozitivnimi zadevami, ki jih je Mitja načel. Organizacijske zadeve potekajo v skladu z našim projektom 55. Zlate lisice, kar pomeni, da smo na veliko že naredili na samih akreditacijskih vprašanjih. To se pravi, v tem trenutku lahko govorimo že o kar konkretnih številkah. Mi imamo do sedaj akreditiranih v sistemu 4000 oseb, mogoče kakšna oseba manj. Pričakujemo iz tega nabora, ki je narejen in potrjen preko našega online sistema, približno 2500 ljudi do danes potrjenih vsak dan na tekmovanju, kar govori o tem, da je Zlata lisica kar postala zanimiva in tega se zelo veselimo, ne glede na dejstvo, da je prva tekma v petek na delovni dan. Prav tako zanimiv podatek, do današnjega dne smo dobili prošnje za akreditacije 250 novinarjev in 150 članov tehničnih služb medijskih hiš, to so predvsem televizije. Prav tako imamo v tem trenutku pod akreditacijo že 600 sodelavcev, ki v raznih tehničnih službah izvajajo vse potrebna pripravljalna dela za izvedbo obeh tekmovanj. Jasno pa je, da pričakujemo seveda na ob samih dveh dneh kar nekaj dodatkov k temu. Sami veste, da moramo zagotoviti tudi tehnični podpor pri izvedbi tekmovanja, tako v abručanju, tako v pripravi in vzdrževanju prog in vsega ostalega, tako da ta številka bo zagotovo še višja. Od prijav zanimive številke so tudi na strani uradnih prijav ekip, ki so se zaključile formalno 25.12. Imamo skupaj prijavljenih 325 oseb, ki jih jemljemo kot del cele karavane svetovnega pokala. V okviru tega je 140 tudi gostov po posameznih ekipah in akreditiranih in prijavljenih je tudi 116 tekmovalk. Govorimo o skupni številki, tako za slalom kot za veleslalom. Od zanimivih potrditev prihoda govorim o tem, da je govora, da bi se udeležil tekmovanja predsednik države. Prav tako so najavili prihod minister Cerar, Počivalšek, ministrica
Manfer, gospod Lene Pikalo in še nekaj kar visokih vladnih uslužbencev. Izpred pol ure smo pa dobili tudi potrditev, zelo zanimivo potrditev strani slovaškega veleposlaništva, da se je odločil, da pride na ogled tekme tudi predsednik vlade Slovaške. V njegovi družbi, ali pa v njegovi ekipi bo tudi notranji minister Slovaške, prometni minister, tako da tudi, če rečemo, ta mednarodni del bo letos kar zapolnjen. Že na zadnji tiskovni konferenci smo vam obljubili, da vam bomo dali tudi nekaj podatke v zvezi z našimi aktivnostmi glede akcije, kako pripeljati čim več mladih otrok na tekmo, tako v petek, zaradi tega, ker petek je tisti delovni dan, tako rečem, in je prav, da je kulisa polna in smo se odločili, da naredimo nekaj v tej smeri. Povezali smo se z kar nekaj šolami in v tem trenutku lahko rečem, da imamo zagotovljeno blizu 3000 otrok, ki bodo v sistemu prevoza, ogleda in seveda organiziranem odhodu iz samega prizorišča prisotni v petek na tekmovanju. Mislim, da bo to zelo zanimiva in lepa kulisa in seveda zelo se tega veselimo. Prav tako bi vas na nek način pozval, da skozi svoje možnosti, ki jih imate, dejansko pozovete in jim predstavite, vsak seveda na svoj način, kaj pomeni za nas novi prometni režim pod Pohorjem, ki sicer ga po nekem vzorcu, po neki dobri zadevi iz prakse uvajamo in izvajamo že kar nekaj let. Gre za tako imenovani krožni promet. Krožni promet pomeni, da je dostop do same vzpenjača ali pa do samega prostora pod Pohorjem povsem prost. Zadeva se začne pod narekovaji komplicirati ali pa začne usmerjati na koncu Pohorske ulice, kjer se že začne kontrolirati. Tisti avtomobili, ki so posebej označeni z parkirnimi prostori, bodo z redarji ob pomoči tako prometne policije uvrščeni na posamezne prostore, ki so za njih rezervirani. Ostala vozila pa bodo usmerjena v smeri tako imenovanega starega strelišča, kjer smo posebej potrdili in pripravili 3 velike prostore, tako da v tem trenutku zagotovo bo dovolj prostora za vsa vozila. Ko pa se ta stvar zapolni, to se pravi, ko parkirni prostori več ne morejo poživljati vozil, tako imenovani krožni promet omogoča vračilo zopet nazaj na Lackovo in iz Lackove se bo potem vozila usmerjala na dodatno parkirišče v Kadetnici, odkot bomo organizirali brezplačni prevoz do Podpohorja. Prav tako vas prosim, da pozovemo čim več Mariborčanov in okolišanov, da uporabljajo javni prevoz. Dogovorjeni smo z mestno občino Maribor, izkoriščam priliko, da se zahvalim tudi novemu županu za to podporo, za brezplačni prevoz številke 6 do vzpenjače in seveda tudi pojačamo to linijo, kar pomeni, če pa tudi nekdo nima kje zaparkirati pod Pohorjem, lahko parkira v okviru parkirnih hiš in mest v Mariboru, stopi na avtobus in se pripelje brezplačno do Pohorja. Za službene zadeve, to se pravi novinarje in goste, pa organiziramo tako kot vedno tudi na nek način krožni promet šatlov oziroma kombijev iz smeri hotela Piramide, kjer je naš akreditacijski center, do samega tekmovališča. Informacija za vas, novinarje, je tudi ta, da tudi letos gostimo press center v hotelu Habakuk, uradni čas, odgovorna oseba je Uroš Mincinger, ki vam bo tudi podal uradne čase, oziroma povedal, na kak način
lahko pridobite potrebnega sogovornika oziroma na kateri številki lahko uredite bilo kakšno vprašanje, postavite vprašanje in boste dobili v okviru tega sistema zagotovo vsak odgovor. Zelo smo veseli tudi sporočila Infronta, to je naš partner pri pogodbenih zadevah v zvezi z TV pravicami. Mi v tem trenutku imamo potrjene hiše, ki bodo direktno snemale oziroma vzele signal iz Maribora. Normalno, da fizično bodo snemale ekipe TV Slovenija, s katero tudi zelo dobro delamo vrsto let. To se pravi TV Slovenija 1, Italija, Avstrija, Europe, Eurosport, Finska, Nemčija, Norveška, Slovaška, Švedska, Švica, Eurosport, Azija in v Ameriko bo šel tudi na NBC live posnetek. Kar pomeni, bližamo se tisti številki, ki govori o tem, da smo blizu glede prevzema seveda samega živega signala in upamo, da bomo dosegli zopet en rekord v odmevnosti. Kar pomeni, ta datum, ta koledarski datum pred svetovnim prvenstvom je res zelo zanimiv, kot sem že dejal na prejšnjih konferencah. Zanimiv je predvsem športnega vidika, ker se dejansko določajo ekipe za udeležbo na svetovnem prvenstvu. Zadnjo zadevo glede samih priprav v vseh drugih infrastrukturnih stvareh, moram reči, da smo uspeli zadevo spraviti ne še čisto do konca, kakor ste videli, zapiramo še zadnje tehnične zadeve na sami progi. Mi moramo zagotoviti jutri do 10. ure popolno, ne samo zaporo, ampak seveda tudi varnostne elemente, ki bodo omogočali, da bodo tekmovalke sprobale to progo. Istočasno pa tudi danes zaključujemo z vsemi deli tako na tribunah kot na VIP šotorih za potrebe družabnih samih tekmi in potrebe izpolnitve pogodb za sponzorji. Imamo postavljeno 2 šotora. En šotor je standardni, tisti kot vedno, drugi šotor je postavljen na odbijališču za golf. Prepričan sem, da bomo to svojo domačnost in prijetnost znali uveljaviti tudi na 55 zlati mesec. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, vprašanje. Eno vprašanje. Ilka Štuvec nastopa. Da. A je Tina Maze povabljena na tekmo ali ne? Tina Maze je tako kot vsako leto, kot naša ena najboljših smučark povabljena, vendar žal odgovora o tem, ali bo prišla ali ne, še ne bomo. Mogoče je glede vremenskih napovedi, pa to, koliko lahko to zdaj vpliva na tekmo, bo ta visoka temperatura se napovedala. Tako sem rekel, mi smo se tega plana držali, do danes naredili vse po planu, izgleda zelo dobro in pripravljeni smo pa tudi na vse. Tako da jaz mislim, da ekipa, ki je, ni sporna in nas enkrat ni strah. Mogoče samo malo, ne dopolnitev tega, ampak v razlago. Sami vi veste, kaj pomeni pripravljati tekmo na prostem. V tem trenutku se vremenske napovedi menjajo urno, da ne rečem kaj manj. Napovedi pač za danes so takšne, napoved za jutri so takšne, veter bo svoje naredil, da gotovo in premešal to vremensko napoved. Zagotavljam vam, da v teh zadevah nismo naivni, kar pomeni, da spremljamo vse, kar se dogaja. Na drugi strani, to, kar je rekel tudi Mitja, tudi tehnični del se na osnovi vsega tega vedno usklajuje. Usklajuje se kar nekajkrat na dan, glede števila, glede posegov v progo in glede vsega ostalega, vse pa seveda za tem
kaj vreme nakazuje oziroma predvideva. Vremenska napoved, sami dobro veste, mi smo bili za to, da vas prepričujemo, da bo sonce, pa ne vem kaj, je takšno, kot je. Mi pa zagotavljamo, da bomo z vsemi svojimi zmožnosti v ljudeh, v znanju in izkušnjah naredili vse, da prepariramo progo tako, da bo izvedli zelo, zelo uspešno tekmovanje. Še? Jaz bi mogoče sam vprašal, recimo včeraj sem gledal ta spektakl, ne, mi pa to. A je tukaj navada tudi, da zmagovalke povabite recimo vse dosedanje lisičke zlate? Ker tam vidimo eminentne gostje z celega sveta prihajajo. Moram reči, da mi vedno, vsako leto, letos še posebej smo se potrudili in tudi kličemo, povabimo predvsem seveda naše tekmovalke, ki so dosegle neke super rezultate, neke so pa samo sodelovale. Vse slovenske smučarke, ki so sodelovale, ki tudi mogoče niso dosegle nekih odmevnih rezultatov, vsako leto vajo. Pri teh mednarodnih zadevah je pa žal tako, da je naš termin takšen, da je v tem trenutku zelo neugodno. Ogromno teh zvenečih zvezd so že zgoraj, bodi si kot komentatorji, bodi si kot gostje, in žal nismo mogli zagotoviti nobeno zveneče ime, govorimo, ali je to zdaj Vreni Schneider, ali je to Ane Marija, ali je to zdaj ne vem. To nam ni uspelo, verjamem pa, da nam bo pa uspelo večji del naših domačih tekmovalk spraviti v Maribor. No, Tina tudi odgovorila ni, a dosegljivo ni. Javno ne bom tega komentiral, uradno jaz nimam potrdila, da bi ona potrdila oziroma prišla na tekmo. Zdaj, če bo pa prišla, pa bo najbrž treba kar njo osebno vprašati. Znamo odnos. Hvala še. V zvezi s tem tudi informacija na jutrišnji otvoritvi po žrebanju štartnih številk na Trgu Svobode, ki je ob 18. uri, bo tudi Društvo športnih novinarjev sprejelo svojih hram slavnih dobitnike prvih slovenskih olimpijskih medalj, Jureta Koširja, Katjo Koren in Alenko Dovžan, in bojo to podelili, to priznanje Juretu in Kati, skratka jutri okrog po 6. uri po žrebanju na Trgu Svobode. Prej Srečko omenil press center, jutri danes ga postavljajo vse, da boste imeli vse kaple in vse zveze. Jutri od 10. ure smo že tam, mislim, da bo že v funkciji, sicer uradno od 12. ure dalje do večera, tako pač dolgo, ko boste vi, bomo tudi mi zdržali. Vsako jutro ob 7. odpiramo press center, torej v petek in v soboto, in enako zapiramo po potrebi. Vsi šatli so bili že omenjeni, so vam na voljo od hotela Merkur oziroma Piramida, kot ga bolj še poznamo, pelje ta pot, tudi od jutra in dalje vozijo. Smo pa tudi zagotovili tisti, ko boste malo dalje spali, tako ne rabite že takoj fotoreporterja, kdo drugi na progo. Če bo gneča, je bo ob 9. uri bo pelal avtobus prav od Piramide, pa to tako da tam, da ne bo gnečega šatla. Sicer pa smo na voljo v hotelu Habakuk v press centru, bo vedno moja ekipa, jaz osebno, pa še 2 bomo tam na voljo. Izvoli. Gospod Bilak, kakšen obisk gledalcev navijačev pričakujete, s kakšno številko bi bili zadovoljni? Mi bi bili zelo zadovoljni, če bi imeli v skupnem seštevku obeh dneh tekmovanja do 20.000 gledalcev, kar pomeni nekako 10 rečemo, ampak če bo manj v petek, ker je le delovni dan, to so pač stvari, ki zmanjšujejo možnost obiska. Ta številka bi bila za nas tista skupaj, ki bi nas zelo, zelo razveselila. Lahko jaz nekaj vprašam. Včasih na prejšnjih Zlatih lisicah so imele šole športni dan, na dan Zlate lisice,
zdaj tudi ta primer? Moram reči, Zoran, da nisem prava oseba, da bi odgovarjal na to. Zadeve se peljejo drugače preko Zavoda za šolstvo, preko plana, tudi menda posredno ministrstva. Mi smo te informacije dali ven